Pa mi za konec izpostavite še nekaj svetlih točk 4-letnega mandata gospoda Janše. Svetle točke. Tukaj ste mi povzročili veliko težavo. Zagotovo je svetla točka trenutek prevzema evra, ampak zato gospod Janša sam ni bil zaslužen. To so rezultati prejšnje finančne, restriktivne, konzervativne politike, ki nam je omogočila, da smo izpolnili kriterije. Zdaj vidite stopne inflacije, ki daleč odstopa od tega in tukaj imamo resne težave. Te dni kar sledijo pozivi guvernerju Banke Slovenije, češ da je premalo trd v svojih sporočilih javnosti. Enostavno slovenska država ni izkoristila mehanizmov, ki jih ima, da bi pozitivno vplivala na gospodarsko situacijo in da bi z makroekonomskimi sistemskimi ukrepi zajezila negativne posledice, ki se najbolj odražajo v inflaciji. Ampak tisto, kar mene najbolj skrbi, rekli ste pozitivno, je, če rečem pozitivno, ljudje so ugotovili, da se Janez Janša pretvarja in da tisti Janez Janša pred volitvami v tem 4-letnem mandatu prisega na drugačne metode dela. To, kar se je dogajalo na področju notranjih zadev, na področju pravosodja, je demontaža pravne države. To, kar se dogaja znotraj policije, kjer se celo sindikat more preprosto postaviti po robu in braniti kredibilnost policijske uniforme, je nekaj, kar nas more skrbeti. In gledano iz evropske perspektive bi rekel, da se je Janez Janša v tem mandatu umestil veliko bolj desno in ekstremno desno, kot pa se je komorkoli sanjalo prednje postal predsednik vlade. Torej, tale vzklik iz sobotnega manifestacije SDS-a zmagamo z veliko razliko, po vaše ne bo ratalo, če smo sprav razumeli? Torej, gospod Janez Janša je motiviral in pozival svoje člane, da storijo vse, da bi tudi on v prihodnje še vedno bil premier. Podpora njegovih 17.000 gostujočih na tej veliki prireditvi z narobe zastavo v tem velikem mitingu se mi zdi, da ne bo zadoščala za tak rezultat. Potrebno je veliko več volivk in volivcev, ki pa so se v tem času streznili in iščejo drugačne, bolj pozitivne, bolj sveže vetrove. In ena od povsem kredibilnih ponudb je to, kar nova, drugačna, liberalna demokracija Slovenije ponuja danes. Je LDS 4 leta čiščenja v opoziciji imela dovolj? Jaz mislim, da je imela dovolj, predvsem zato, ker so vsi tisti, ki so pisali prejšnje programe, bili v stanju, ko preprosto niso videli svoje vloge v preteklosti, niti potrebe, da se umaknejo iz mest, ki so jih zasedali. Niso dovolili, da se prenovijo programi, raje so šli pisati nove programe ali pa pisati programe drugim. Do takrat so menili, da je ljudstvo neumno in ne razume programov in da z LDS ni nič narobe. Mislim, da je LDS zdaj razbremenjena tega pritiska, da so vse vedi odšli drugam in da je za tiste, ki se učijo od spodaj navzgor, zdaj velika in prava priložnost. Ta priložnost pa je predvsem priložnost za tiste volivke in volivce, ki hočejo, da se nekaj spremeni in bodo šli na volitve.